Lepo pozdravljeni v oddaji Koraki do uspeha. Dobrodošli in seveda posebna dobrodošlica našemu današnjemu gostu, to je predsednik vlade, dr. Robert Golob. Dobrodošli. Hvala in lep pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem. Vzeli ste si čas, kar si štejemo veliko čast, seveda, da ste prišli na ta pogovor, namreč turbulentni časi so, najbrž nimate prav veliko časa za kaj drugega, kot za to, kar morate urejati, dr. Golob, pa vas bom tako vprašala, kaj se vam je v teh zadnjih dneh zgodilo najlepšega mimo vsega, kar počnete službeno? Najlepše stvari so zbirati tiste, ki se zgodijo na nek način v intimi. Običajno je to z družinskimi člani in tudi tokrat je bilo tako, čez vikend. Ja. Ste preživeli vikend v sproščujočem? Da. Ja. Čestitke, zelo hitro ste oblikovali vlado, kar običajno ni praksa. Kaj je bilo tisto, kar je pravzaprav na nek način pogojevalo to oziroma bilo razlog, da vam je uspelo tako hitro to urediti? Predhodna priprava najbrže. Največja zasluga gre volivkam in volivcem, ker so tako jasno izrazili svojo voljo, da se vlada zamenja. Od tukaj je izhajalo tudi to, da smo imeli možnost in smo jo izkoristili, da smo sestavili trdno koalicijo in da smo to naredili hitro. Od tukaj naprej je vse lažje. Res je, da sem navajen iz poslovnega sveta, da malo govorimo in dosti delamo in sem ta princip poskušal uveljaviti in je tudi to pomagalo. Od vsega skupaj nas je pa najbolj gnalo ravno to dejstvo, da vemo, da jesen, ki prihaja, ne bo lahka. Vemo, da bomo imeli na področju in zdravstva, upam sicer, da ne, ampak možno pa je. Predvsem pa na področju prehranske in pa energetske draginje, kar nekaj izzivov in smo hoteli izkoristiti čas pred poletjem, da se na to ustrezno pripravimo. O tem bova seveda kasneje podrobneje še spregovorila. Si lahko privoščim in vas vprašam, kdo je Robert Golob osebno? Kako vi vidite sebe? O tem je sicer v zadnjem času dosti špekulacij. Jaz bom pa rekel, da vsak človek je v resnici na nek način se razvija skozi življenje, tudi sam nisem bil vedno enak. Danes imam pred sabo en cilj in ko sem se podal v politiko, sem natančno vedel, da bom moral temu prilagoditi svoje celotno življenje in sem ga prilagodil. In danes sem primarno predsednik vlade. Vse ostalo je na nek način podrejeno temu. Ampak vendarle ostajate tudi Robert Golob, ne zgolj predsednik vlade, ne? To že drži, ampak obstajajo, kako naj temu povem, lahko bi rekel, da ni nič drugače. Pa ni res. Marsikaj je drugače. Še vedno ostajam seveda zavezan Goriški, trenutno živim v Solkanu, tle glede tega nimam nobenih dilem, natančno vem, od kje prihajam, natančno tudi vem, kam se bom vrnil, ampak hkrati je pa vse razmišljanje, vse proste misli, razen družine in otrok, so podrejene funkciji. Zakaj? Zaradi tega, ker se enostavno ne da drugače biti odgovoren do te naloge, ki sem si jo zadal. Je lepo priti na Goriško? Pa se vozim vsaki dan in tle preživljam se vikende, tako da itak da ja, ampak to ni lepo samo zdaj, lepo je tle živeti in tudi ljudje so fajn, ja. Poslušate oddajo Koraki do uspeha, naš gost, sogovornik je premier, dr. Robert Golob. In če izhajam iz naslova oddaje, kaj je, dr. Golob, za vas uspeh? To je odvisno od obdobja življenjskega. Jaz verjamem, da najprej se želiš, ko si še mlajši, se primarno želiš dokazovati sovrstnikom, kasneje se želiš dokazovati širši družbi, mogoče tudi skozi to materialni uspeh, skozi to, kaj lahko dosežeš. Potem, ko pride družina, prvič začneš obračati, vsaj pri meni je bilo tako, prvič začneš obračati v iskanje nekega širšega, skupnostnega cilja in skupnostnega dobra. In zdaj, ko postaneš malo bolj zrel pa moder, pa ugotoviš, da je marsikaj pomembno, ampak pomembno je pa tudi tisto, kar pustiš za sabo in to ni materialno. To je nekaj, kar pustiš pečat v svoji družbi, če hočete, v svoji skupnosti in dejansko se skozi ta zrelostna obdobja tudi kot človek raseš. In
ravno to, da nikoli ne nehaš rasti, sam štejem kot največji uspeh. Spravi, takrat, ko se uspeš samega sebe spreminjati na bolje, dobesedno vsaki dan, tako kot v enem slavnem filmu, to je najlepši recept do uspeha. Ni recepta zagotovo enega, ampak kateri so tisti ključni elementi, tista ključna osnova, ki pripelje do uspeha? Jaz bi rekel, na eni strani radovednost, spravi želja po iskanju novih znanj, izkušenj, tudi ljudi. Na drugi strani dovolj samozavesti, da te ni strah preizkusiti vedno nekaj novega. In na tretji strani to, da poskušaš spoznati samega sebe na način, da veš, kaj je tisto, v čemer si lahko najboljši. In boljše, kot se poznaš, in bolj, kot ti uspeva samega sebe živeti v pravi obliki, lažje je potem pride uspeh samo od sebe. No? Verjamem, da vi sebe smatrate, da ste uspešni, kar se tudi izkazuje v vsej vaši karieri dosedanji. Ja, ampak to je samo ena oblika uspeha. Vsak si meri svoj uspeh na svoj način in to ne pomeni, da je samo pot, po kateri sem jaz šel, uspešna. Poti do uspeha je nešteto, tako kot je nešteto različnih ljudi. Torej, tako podporo, kot ste dobili med volivci, je redka. Zelo posebno je bila tudi volilna udeležba. Vem, da so vas že 1000-krat, če ne še večkrat že vprašali. Ste bili kaj presenečeni ali ste pravzaprav nekako vedeli, da boste to dosegli? Ne, tega nihče ne more vedeti vnaprej. Videlo se je praktično že mesec dni pred volitvami, da bo, ali pa zgledalo, da bo tekma bolj izenačena, da bomo na koncu Svoboda na eni strani, pa SDS na drugi strani. Zadnji teden, ki sem ga mimogrede preživel v karanteni, kar je bila posebna izkušnja, pa se nič ne pritožujem nad tem. Zadnji teden se je pa začelo kazati, da se začeli ljudje premikati proti nam bolj množično. Pa kljub temu na koncu je bil rezultat zelo lepo presenečenje. 2 dni prej še nismo vedeli, da bo tak rezultat. V petek se je prvič pokazalo po tem slavnem soočenju pri Pirkoviču. Takrat se je prvič pokazalo, da bo podpora nam bolj množična, kot smo si mislili. Tako da se je res dogajalo zadnji teden marsikaj. Gospod premier, prioritete ste ves čas volilne kampanje izpostavljali, tako ste jih zapisali tudi v koalicijski pogodbi. Velikokrat ste jih že povedali, ampak zagotovo ne bo odveč, če jih poveste tudi na naših radijskih valovih vašim, kako bomo rekli, domorodcem. Torej, dejstvo je, da smo že vnaprej se zavedali, da obstajata 2 najtrša oreha, ki jih bo treba streti čim prej, to je čez poletje do jeseni. Na eni strani imamo opravka z zdravstvenim sistemom, predvsem na 2 področjih. Eno je ta, dajmo imenovati, celovita reforma zdravstvenega sistema z odpravo čakalnih vrst, zato da bomo imeli vsi osebnega zdravnika in podobno. Hkrati se nam pa zelo mudi, predvsem zato, ker se želimo pripraviti na izhodno COVID strategijo, da bomo jesen pričakali bistveno bolje pripravljeni, kot smo jo mogoče v prejšnjih letih. Ta stresni test, morda nekaj besed več o njem, kar zadeva zdravstvenega sistema. Tako je. Na drugi strani, kar se pa reforme tiče, bomo pa še pred uvedbo reforme v naslednjih 18 mesecih izpeljali test, koliko prenese in koliko lahko od javnega zdravstvenega sistema pričakujemo, če nimamo izzivov z denarjem. Se pravi, načrtno gremo s 3 koraki. Zagotovili bomo akcijski načrt, tako imenovani interventni zakon, zagotovili bomo ljudi, nosilce, ki so pripravljeni prevzeti odgovornost za te spremembe, in zagotovili bomo denar. Do zdaj se reforme zdravstva še nihče ni loteval tako celovito. Zato verjamem, da je možnosti za uspeh kar nekaj. Seveda, nihče ne more garantirati tega, ampak če ne bomo poskusili, ne bomo nikoli vedeli. Ključno pa je, da želimo, da se obstoječe kapacitete v javnem zdravstvenem sistemu, v bolnicah, zdravstvenih domovih, izkoristijo na polno. Danes vsi vemo, da na eni strani nekateri, sicer manjšina zdravnikov v javnem sistemu niti ne dela na polno, ampak celo preusmerja paciente k zasebnikom. Na drugi strani pa v popoldanskih urah aparature in prostori samevajo, ker se jih ne da uporabljati, oziroma so bolnišnice celo kaznovane, če bi opravljale več operacij oziroma več posegov, kot jih je predvidenih. No in zdaj hočemo pokazati, da če sprostimo vse proste kapacitete, tako
prostore, aparature in zdravnikom omogočimo, da v matičnih javnih ustanovah delajo tudi popoldan in so zato nagrajeni, ustrezno nagrajeni, da lahko na ta način v bistvu praktično odpravimo večino čakalnih dob. To je naša teza. Verjamem, da je kar nekaj na temu in verjamem, da bo uspeh presenečenje za marsikoga. Vedno je tako, da eni se strinjajo, drugi se ne strinjajo, ne glede na to. Ne? Normalno. Normalno, ker ima tudi vsak svoje interese. Če bi stanje slovenskega zdravstvenega sistema ocenili od 1 do 10? Jaz se bojim, da smo zdaj pod točko 6. Namenoma bomo rekel, da smo na oceni 4 ali 5. Zakaj? Zato, ker je v času covida se zgodilo, poleg vseh teh izzivov, ki smo jih imeli s samo pandemijo, se je zgodilo to, da so se vsi ostali, pa večina posegov dejansko zaustavili. In zaradi tega smo imeli marsikatero smrtno žrtev, ker ni bila ustrezno tretirana in hkrati ogromno posegov, ki ni bilo izvedeno in ki se bojo zdaj poznali na trajnem slabšem zdravju Slovenk in Slovencev. In ravno ta del, da je bil v bistvu na nek način celoten zdravstveni sistem skoraj da zamrznjen med pandemijo za vse ostale posege, je tisto, zakaj sem dal negativno oceno. Mi moramo pripraviti sistem, da bo lahko tudi ali pa kljub pandemiji v bodoče normalno servisiral naše državljanke in državljane. Če tega ne bomo uspeli, bomo res imeli teh posrednih posledic preveč. Poje pa še vprašanje duševnega zdravja, še posebej pri otrocih in mladostnikih, kjer smo pa popolnoma zamočili in ki ga moramo tudi urgentno nasloviti še pred eventualnim pojavom nove pandemije. Pa čeprav že zdaj povem, zaklepanja in zapiranja ne pričakujemo, ne načrtujemo in se mu bomo izognili za vsako ceno. Torej mislim, da ga ni Slovenca, ki si ne bi želel, da se vse to, kar napovedujete, uresniči in ki drži pesti, če bi jih imel 10, za to, da vam uspe ta projekt. Ja, se to ne počnemo za nas, za same, ampak zato, ker dejansko vemo, da to potrebuje Slovenija in naredili bomo vse, kar lahko, da to tudi izpolnimo. Dr. Robert Golob je gost naše oddaje Koraki do uspeha in govorila sva pred to glasbo seveda o zdravstvenem sistemu, o eni prioriteti, druga pa je tista, ki je seveda nekako zajela, bomo rekli, cel svet. Energetska kriza, tu ste strokovnjak prve vrste, bi lahko rekli, in na drugi strani seveda tudi problem podražitev hrane in celo pomanjkanje hrane. A ne? Vemo, da zaradi razmer v Ukrajini je pomanjkanje hrane že zelo resen problem v svetovnem merilu in tu ste že začeli. Čeprav je to prvi teden vladanja, tu ste zelo močno že, ne bom rekla zarezali, ampak pripravljate in ne čakate, da bo kaj padlo z neba. Definitivno nam čakanje nič ne koristi. Še tekom junija bomo pripravili celovit načrt z vsemi rešitvami, prav za področje te prehranske in pa energetske draginje. Na srečo je pri prehrani pomanjkanje v Evropi še ni, se pa že kaže pomanjkanje v Afriki in v nerazvitem svetu. Tako da upajmo, da bo tudi vojna v Ukrajini se počasi umirila in da bo žito iz Ukrajine do Afrike lahko prišlo. Ampak če se pa obrne samo na Slovenijo, definitivno je problem inflacija. Inflacija na nek način celo prehiteva v Sloveniji, prehiteva inflacijo v ostalih evropskih državah, po drugi strani prehiteva tudi podražitve, ki v resnici jeseni šele pridejo. Kar pomeni, da očitno ima nekdo hitre prste, ni logično, da bi Slovenija imela višjo inflacijo od povprečja Evropske unije, samo po sebi. Tako da začrtali bomo ukrepe pri prehrani na več načinov. Na eni strani bomo poskušali pomagati, in to selektivno, pomagati tudi slovenskemu kmetu, da bo z nižjimi stroški lahko prideloval. Na drugi strani bomo poskrbeli, da ta samooskrba dejansko in ti pridelki ostanejo v Sloveniji. Če bo potrebno, bomo tudi blagovne rezerve za to aktivirali. Še bolj pomembno pa je, da bomo z vsemi največjimi trgovci še ta teden začeli z aktivnimi pogovori o tem, kako tudi oni lahko prispevajo k temu, da se ta draginja omili. Ni potrebe, da tle skrivamo stvari, ravnovesje mora biti. Se pravi, vsak v verigi bo moral prispevati svoje.
tako kot bo vlada prispevala skozi razne voucherje in podobno za najbolj ranljive pri prehrani, enako pričakujemo tudi znižanje dajatve, enako pričakujemo, da se bodo tudi trgovci znali enemu delu svoje marže na tistih prehranskih izdelkih, za katere smo dovolili, zmanjšati. Zelo jasni ste, vojnega dobičkarstva ne boste prenašali. Ta del je še posebej izrazit v energetiki, ne samo v Sloveniji, marsikje, pa bom namenoma citiral primer iz Anglije, kjer imajo pravka s konzervativno vlado, ne s kakšno levo vlado, kjer je vlada uvedla voucherje za najšibkejše na eni strani in hkrati tudi tako imenovane vojne davke. Energetsko industrijo, trgovce predvsem, so za 3 leta naprej izredno obremenili z dodatnimi davki, zato da bojo lahko financirali to pomoč socialno najšibkejšim. Spravi, to ni ukrep, ki bi bil lev, je ukrep, ki je danes nujen. In ukolikor se ne bomo znali dogovoriti s prostovoljno s trgovci, potem tudi v Sloveniji ne izključujem uvedbe teh izrednih davkov, ki so v resnici posledica tega, da danes trgovci, tudi nekateri proizvajalci, imajo v resnici rekordne dobičke. Spravi, ne govorimo o tem, da bi jim kdo hotel kaj slabega, ampak v vojni imeti rekordne dobičke zagotovo ni nekaj, kar bi se... Nekaj, kar ni v redu, nekaj, kar je narobe. Doktor Golob, Fiskalni svet vam nekako, ne vem, če lahko rečem, učita, ampak vendarle opozarja, da je vaša koalicijska pogodba preveč, ne vem, da ste preveč stavili na porabo in manj na, čeprav vemo, da ste stalno opozarjali in opozarjate in poudarjate, da lahko porabimo toliko, kot ustvarimo. Kako odgovarjate na mnenje Fiskalnega sveta? Jaz mislim, da ni tako hudo. Pravilno je, da Fiskalni svet opozarja na stvari, sem si prebral njihova opozorila, pa bi jih strnil naslednje. Na eni strani pravijo, da koalicijska pogodba je preveč ohlapna, normalno, da je ohlapna, na vladi smo 3 dni. Težko bi bila zelo konkretna. Hkrati smo pa predvideli, da bomo koalicijsko pogodbo vsakih 6 mesecev dejansko obnovili, revidirali. In takrat bo pravi čas, ker takrat bomo pa že tudi imeli učinke, da se ugotovi, ali so ta opozorila, ki so jih dali zdaj vnaprej, upoštevana. Jaz verjamem, da jih bomo upoštevali. To je prvi vidik. Drugi vidik je pa še bolj pomemben. Večino teh izdatkov, na katere opozarjajo, izhaja iz 2 področji. Na eni strani iz zdravstva in potrebne zdravstvene reforme in vemo, da to moramo, spravi ne bežimo od tega, in na drugi strani iz zelenega preboja oziroma financiranja investicij v zeleno prenovo. No in ta 2 ukrepa, še posebej zelena prenova oziroma zeleni preboj, bosta v resnici financirana iz sredstev izven proračuna, tako da bojo tudi na ta način ta opozorila sta mogoče malo prehitra, sploh pri zelenem preboju, ker bo šlo za investicije, ki bodo tudi generirale nove prihodke. Tako da me ni strah teh opozoril, sem hvaležen zanje, ker bomo zdaj še bolj pozorni, ampak sem prepričan, da bomo kljub temu lahko zvozili znotraj teh fiskalnih omejitev, ki jih bomo imeli. Ki boste imeli. Če se po domače izrazim, brez nič tudi ni nič. Ne, brez investicij, če ne bomo investirali v tiste naložbe, ki potem tudi dajejo, ne bomo nikoli mogli imeti denarja za nobene socialne ali pa kakršne druge izdatke. Nadaljujemo pogovor s premierjem dr. Robertom Golobom, pa pojdimo malce na Goriško. Tako primorska vlada, kot je to pot, take primorske vlade še nismo imeli. To drži. Jaz sem prepričan, da bo to na nek način tudi zelo koristno za celo Slovenijo. Zakaj? Zato, ker moj občutek je bil, da smo se v zadnjih 2 letih ujeli vsi skupaj v tako začarano spiralo slabega počutja, jeze, tudi razkola, tudi strahu. In verjamem, da smo mi Primorci, pa ne samo iz Goriške, tudi iz obale in z Krasa, dejansko bolj odprti in tudi bolj optimistični od preostanka Slovenije. In če to, da smo zdaj v vladi, da nas je toliko Primorcev, če to pomeni, da bo vlada bolj optimistična, je to že pol koraka do uspeha. Ja. Kako gledate kot gospodarstvenik, prekaljen gospodarstvenik, na stanje pa recimo goriškega gospodarstva? Kje so neizkoriščeni izzivi? Ja, pri Goriški je treba reči, da gre za več različnih območij, da tako rečem. Na eni strani imamo Ajdovščino, ki je izjemno propulzivna in jo je samo za pohvaliti. Mogoče malo manj na področju novogoriške občine, tle nekih prebojev ni še videti.
Po drugi strani pa tudi industrija dejansko na Tolminskem, pa Bovškem, pa tudi ni tako slabi kondiciji. Tako da verjamem, da je kljub vsej krizi, o kateri so prej govorili, večina industrije dobro preveslala to zadnje obdobje, ne opažam nekega velikega zastoja, ravno obratno. Tako da sem z tega vidika kar optimist, da goriško gospodarstvo ali pa severno-primorsko gospodarstvo je v boljši kondiciji, kot smo si mislili. Obstajajo druga območja v Sloveniji, kjer nimajo take sreče, tako da ta zahodni del Slovenije kar dobro pride skozi teh časih. Nekaj vas bom vprašala, koliko lahko primorsko obarvana vlada pomaga? Vi ste rekli, da bo šlo seveda na regionalni razvoj, da boste zelo pravični, če se tako izrazim. Ne bom drugače povedal. Jaz sem napovedal, da ker prihajamo iz obmejnih območij, pa ne samo iz Primorske, v vladi imamo na primer 2 ministra iz Pomurja, ker bo ta vlada imela toliko predstavnikov iz obmejnih območij, kjerkoli, ne samo madžarsko-slovenske meje, tudi konec koncev avstrijske in hrvaške, da bomo znali bolj prisluhniti temu, da, kar nekateri ponavljajo, da je Ljubljana sicer center in čisto v redu, vendar da obstaja še druga Slovenija in da ta druga Slovenija ima mogoče na marsikaj drugačne poglede od same Ljubljane. Jaz sem to na svoji koži izkusil že večkrat, nič narobe s tem, da imamo različne poglede, ampak mislim, da ima ravno obrobje Slovenije marsikaj skupnega in ta del bomo poskušali zdaj nasloviti še toliko bolj aktivno. Na katerih področjih najbolj? No, so različna. Eno je sodelovanje, na primer, čezmejno, in definitivno bomo podpirali vse oblike čezmejnega sodelovanja, skupaj seveda z mehanizmi, ki so na razpolago iz Evropske unije. Na drugi strani imamo tudi to, da če se že vozimo proti Ljubljani, na primer Gorenjska je tipičen primer, potem lahko tako vožnjo spravimo na javni potniški promet, konkretno na železniški promet. Ni potrebe, da to poteka preko avtomobilskega prometa izključno. To je sam primer, tako da verjamem, da bo še marsikaj od tega se pokazalo, ampak ja, imeti tudi, ne zadnje imamo 5 županov, imeti na eni strani ljudi, ki razumejo problematiko lokalnih skupnosti in prihajajo iz območij izven Ljubljane, verjamem, da bo znalo res pomagati pri tem pravi decentralizacije države. Ne tej umetni, ampak tej, da bo se denar pravično ali pa enakomerno pretakov po Sloveniji. Čeprav se sliši morda nekoliko lokalpatriotsko, ampak Evropska prestolnica kulture je brez dvoma državni projekt. To sploh. Kako? To zagotovo, zakaj? Ja. Če bi šlo samo za projekt Nove Gorice, potem bi lahko rekli, da je to čisti lokalpatriotizem. Ker pa res za projekt, ki presega tudi državno mejo, to jasno pove, da enako kot bo Gorico podprla verjetno Furlanija, tako bomo mi podpirali Novo Gorico v tem istem projektu. Gre za projekt 2 držav, gre za projekt 2 narodov, če hočete, 2 na enem teritoriju, ki celi Evropi dokazuje, da lahko skupaj je močnejša, skupaj živi boljše in presega delitve iz preteklosti. Mislim, da gre za tako eminenten, res meddržavni projekt, da bomo naredili vse, da ga kot takega tudi podpremo in da seveda od tega ne samo lokalno območje, ampak cela Evropa odnese čim več. Še zadnjič se oglašamo v oddaji Koraki do uspeha in naš sogovornik, seveda premier, dr. Robert Golob, veliko pričakujejo ljudje od vas, kar je razumljivo. To pričakovanje je v vseh pogledih veliko, ampak včasih mene tako zaskrbi pri vseh zadevah, kadar so pričakovanja velika, ljudje tudi pričakujejo, da se bo zgodilo kaj čez noč. Vas to kaj skrbi, da bi se, ker se stvari pač čez noč ne morejo zgoditi, vas to kaj skrbi? Da bi se ne obrnili proti vam, ampak da seveda ta podpora ne bi bila taka, tako rekoč plebiscitarna, kot se je skoraj da zgodilo na volitvah. Torej, to, da dobiš tako podporo, te seveda navda z neizmerno ponižnostjo in skromnostjo, ker veš, da so pričakovanja neizmerna. To vemo. To vemo od prvega dne volitev. Ali se bomo zaradi tega ustrašili? Ne bomo se ustrašili. Tisto, kar je najbolj pomembno, je, da v takem primeru postavimo jasne prioritete. Ne da se bežimo, ne da bežimo od pričakovanj, ne da skrivamo, kaj so prioritete, postavimo jasne in jih potem tudi dosledno izvajamo. In bom uporabil eno primerjavo zdaj, takrat, ko imaš 1000 front odprtih in ko poskušaš vse rešiti naenkrat, ne rešiš nobene
In vsi te vidijo, kako behaš kot kokoš brez glave naokoli, ampak premaknil se nisi nikamor. Se pravi, stojiš na mestu. Ko se pa znaš sfokusirati na, recimo, da 3 najpomembnejše, tudi če jih počasi in dosledno izvajaš, se za okolico zdi, da zdrviš, ker si se sfokusiral samo na 3 prioritete in ko si jih zaključil, in recimo septembra bomo imeli prve zaključene, je to najlepši dokaz vsakomur, da izpolnjuješ pričakovanja. Zato, ker si vnaprej napovedal, katera boš izpolnil in si jih potem tudi izpolnil. In ta 3 do 6 mesečni cikl delovanja bomo obdržali ves čas, oba mandata. Mi imamo cilje za 2 mandata in govorimo, to so cilji za 2 mandata in so res ogromni. Ampak 2 mandata pomeni najmanj 16 ciklov po 6 mesecev. V 16 ciklih se pa da marsikaj od tega opraviti, če bomo vsak cikl zaključili s 3 konkretnimi koraki. In jaz sem prepričan, in to je izkušnja iz gospodarstva, kjer je podobno, ker če se pravilno fokusiraš, če pravilno postaviš prioritete, potem lahko še tako velike cilje razgradiš v majhne korake in jih potem tudi realiziraš. Gospa me je vprašala, pa vas bom vprašala kar naprej, oziroma zaprosila me je, naj vas vprašam. Namreč rekla je, zelo mi je všeč, novi premier ima jasne poglede, ima jasno dikcijo, kaj in kako se bo delalo. In je rekla, Ingrid, prosim, vprašaj ga, ali je kdo in kako, ki ga lahko ustavi. No ja, ne, zdaj ne smemo pretiravati. Seveda je prihodnost je negotova. Izzivi v svetovnem merilu so taki, ki jih ni bilo že dosti časa. V zadnjih 20 letih je zdaj situacija taka precej neprijetna. Ampak po drugi strani, če verjameš vase, če si pripravljen trdo delati in veš, kako je voditi velik kolektiv in če se obdaš s pravimi sodelavci, jaz res verjamem. To je tisto, kar mene že z 20 let dobesedno motivira, da je nemogoče, je mogoče. Ampak moraš iti dosledno, s pravimi ljudmi in trdo delati. In potem je vse možno. Hvala lepa, premier, dr. Robert Golob. Vam in seveda vaši vladi vso srečo, vso trdnost želim, verjamem, v imenu vseh poslušalcev in poslušalk, pa tudi širše. Naj se stvari zgodijo v dobro vseh nas, torej srečno. Hvala in hvala za to priložnost, da sem lahko bil tle z vami in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.